Na Mednarodni dan žena je v prostorih novomeškega Lokal Patriota potekal debatni večer ob nedavno izdani knjigi Na poti do lastne sobe, ki predstavlja 20 življenjskih zgodb priseljenk prve in druge generacije iz republik nekdanje Jugoslavije. Ideja za knjigo se mi je porodila v branju knjige Gorana Vojnovića Čefurji Raus, ki je odlična knjiga, zelo berljiva, zelo veliko pove o odnosu do priseljencev in njihovih življenj, ampak ženske zgodbe ostajajo v ozadju. In sem se vprašala, retorično vprašanje, kam so vse čefurke šle. In ko sem idejo predstavila v enem krogu svojih prijateljev in prijateljic, so rekli, da to je pa treba narediti. In sem okrog sebe zbrala nekaj mlajših sodelavk, ki so vse bile takoj pripravljene, da začnemo delati, čeprav nismo imeli nobenega denarja za projekt. Smo začeli zbirati naše znanke, prijateljice, sosede, ki prihajajo iz drugih republik oziroma so prišle iz drugih republik. Zgodbe žensk so si precej različne, a hkrati tudi precej podobne. Zgodbe so zelo različne, kot so različne ženske, ki smo jih intervjuvali, s katerimi smo se pogovarjali, ampak imajo pa eno rdečo nit in to je ta, da so pravzaprav ženske tiste, ki so dostikrat inicirale prehode, odhode, potovanja, iskanja, kot je napisano na pletnici te knjige, varne oziroma lastne sobe. Iskale so vedno nove poti, vedno nove izzive so iskale. Niso se zadovoljile s tistim, s prvim, kar so naletele, ampak so vedno iskale še kaj boljšega. To so značilnosti, ki nekako veljajo za vse priseljenske skupnosti tudi drugod po svetu, če v grobo lahko rečem. Enih zelo definitivnih stvari je pa težko povedati. Recimo, v tej knjigi, ki jo bomo predstavljali, so izpostavljene tako slabe kot negativne izkušnje, ne? Tako da še največ težav so ljudi imeli z birokracijo, ampak to se je pojavilo po recimo osamosvojitvi Slovenije, ko je ta država nekako razpadla na različne politične skupnosti in so v bistvu nekdaj notranje migracije postale meddržavne. Te ženske so se priselile v različnih obdobjih od druge polovice prejšnjega stoletja naprej. Nekatere pa so se tu v Sloveniji rodile staršem, ki so se predtem preselili v Slovenijo. Tem rečemo druga generacija. Razlika je precejšnja. Če so v prvi generaciji ženske še sledile recimo svojim možem in se preselile, recimo, ker se je najprej industrija v Sloveniji rabila moško delovno silo, prišle za svojimi možmi, je v tej generaciji, če ste to mislili, ki zdaj prihajajo v Slovenijo, prihajajo ženske same, mlade ženske, ki iščejo nove izzive, ki iščejo nove možnosti ustvarjanja, ki recimo so tudi šle od doma zaradi tega, ker jih je tisto okolje bolj utesnjevalo in podobno. Torej več se gibljajo same, kot so se včasih. Zdi se mi, da je situacija zdaj malo bolj drugačna, zaradi tega, ker takrat, ko je večina priseljenk prišla v Slovenijo, to je bilo recimo od konca 60-ih let dalje, so prihajale iz teh zelo patriarhalnih skupnosti, recimo Bosanke so prihajale iz teh prenaseljenih ruralnih območij, kjer navadno so sledile svojim možem. Danes se spoznam recimo moje vrstnice, ki prihajajo, v bistvu možje sledijo njim, v marsikaterem primeru. Na sprejem novega okolja pa je vplivala tudi preteklost okolja, katerega so bile vajene v svoji domovini. Tu so kar precejšnje težave, zaradi tega, ker druga generacija priseljenk so v bistvu že rojene Slovenke, čeprav nekje imajo nekako vseeno v marsikaterem oziru deljeno identiteto, oziroma bolje bom rekla, njihove identitete se lahko seštevajo, se ne izključujejo, ampak seštevajo, tako da so lahko recimo Slovenke in pač pripadnice nekatere druge etnične skupnosti hkrati. O tem se zelo malo govori. Slovenska država je pogosto delovala, ali so Srbi ali so Slovenci. Nihče pa ni rekel, da so Slovenci in Srbi lahko v isti, da se lahko čutijo oboje. Kako pa smo Slovenci sprejeli ženske, ki so se preselile k nam? Prvo generacijo z precej odprtimi rokami, zelo dobro sprejete, tudi razmere tedanje seveda so to dovoljevale, omogočale, da se je zelo hitro našlo stanovanje, zelo hitro našlo zaposlitev in tako naprej, medtem ko je v 90-ih letih bilo seveda to veliko težje. In kot pravi ena od naših pričevalk, je bilo treba najti stol, ki še ni bil zaseden in reči, da ta stol je pravzaprav čakal name oziroma nate. Mislim, da iz teh izkušenj, ki sem jih jaz prebrala, oziroma ki sem jih jaz tudi zbrala delno,
je zelo veliko odvisno od lastne neke karakterne podobe oziroma od lastnega karakterja, tako da rečem. Ne? Nekatere so imele ogromno slabih izkušenj, druge ne znajo povedati nobene. Ne? Tako da je spet tu zelo težko karkoli definitivnega reči, kot sem že rekla. Zgodbe so sicer zelo raznolike, saj se tudi pričevalke razlikujejo po starosti, izobrazbi, poklicu, zakonskem stanu, religioznosti in še marsičem.